Rebeka, Sebastian, na nek način, ko vaju takole spremljamo, sta kot tista pesem Amigos para siempre, bi držalo. Absolutno, absolutno, prijatelja zavedno. Celo en intervju je imel za to še ta naslov. Ne, mislim, res sva. Čeprav mnogi zdaj, ki dajeva intervjuje, mnogi mislijo, da sva to uporabila samo kot dobro marketinško finto, ampak ni res. Mija sva res prijatelja, 20 let že. 20 let ga že prenašamo, v bistvu vse to je zanimivo, no? Malo za razmisliti. Zakaj iz tebe 20 let že gledam? Zato, ker sem tako dobra duša, pri Bogu milem. Ne, res sem vam rada in zadnje sporočilo, ki ni bilo poslovne narave, ki mi ga je Sebastian poslal, je napisano rada. Ja, ampak sta tudi oba neka multipraktika na vseh področjih aktivna. Misica, Eurovizija, Ema. Dobro, Sebastian, ti na misico ne moreš iti. Ja. Razen kot gleda. Je pa kot mister, vse je. Kot mister bi lahko, ne? Veš kaj, z vama pa sem še kar družil, ne? Pa ne, veš kaj, v bistvu delava, problem pri tem, ko delaš nekaj, kar te veseli, je to, da kar ni konca, ne? Kar gre naprej. Sicer so tako vse dejavnosti, ki jih delava tako med sabo zelo povezane, ne? Ampak v nekem širokem smislu pa to estradno delo nekaj res, kar obožuješ, pa res rad delaš, ne? Je pa tako, da midva pri sebi veva, v čem so dobra, predvsem pa tudi v čem niso dobra, ne? Ampak tisto, kar delava rada in dobro, tisto eksponentno razširiva, koliko se le da, pa ne zato, ker bi imela kakršnekoli finančne interese, ampak ker dejansko rad pa uživaš v tem, kar delaš in potem to ni meje. Kar ni konca, ne? Torej, ko greš na Eurovizijo, gre Rebeka s teboj. Ja, seveda! Če druga ne, z mislimi zagotovo, z mislimi, z srcem, z navijanjem, z vsemi svojimi sledilci, z vso svojo podporo, absolutno. Greš na Eurovizijo? Na levem ušesu sem samo slišal. Zaenkrat nimam planov za Eurovizijo. Rebeka ti lahko zelo dobro svetuje. Ja, izkušnje iz Beograda so nepozabne. Tako da pri njenih izkušnjah sem zagotovo tudi zato na njo obrnil. Je pa res, da sem zdaj res trenutno popolnoma fokusiran na najino zgodbo in na najino pesem in ne razmišljam o tem, kaj bo naslednje leto ali pa 2023, ker glasbo res delam zdaj po čisto navdihu, ko se planeti prav postavijo, ko lepo lahko ene take super spomine skupne spet nabiramo, takrat zadeve naredim, da bi moralo zdaj biti na vsaka 2-3 mesece neka pesem, to pa nikoli. Ko začutite naredite? Pa vse to se mi zdi, da res, da zdaj smo v bistvu vsi v taki fazi, da v bistvu delamo tisto, kar dejansko čutimo. Zaradi tega, ker je tako situacija, tako strašansko nepredvidljiva, da ne veš, zdaj, če bi gledal izključno iz finančnega stališča, pol mislim, da danes, v današnjem času, ne bomo muske več delamo. Tako. In če se ne motim, tudi ena nepozabna bo zgodba v deželi tudi enih Eurovizijcev, finskih lordov. Če se ne motim, se odpravljate tja, morda na obisk k lordi. Ja, se njihov spomenik bova šla pogledati, nisva to rekla? Niti ne vem, da je kakšen spomenik lordom tam. Ja. Ne, jaz se bolj veselim sicer Božička. 16. do 20. decembra potujeva dejansko na Laponsko do Božička osebno in se že veseliva kupov snega in Božička in daril in seveda ob tem zaganjava čisto uradno slovensko akcijo zbiranja pisem. Za Božička, mi dva bova osebna dostavljavca, torej tudi od tebe in od vas. Pričakujemo, da boste napisali kakšno lepo pismo Božičku. Dajte domišljiji prosto pot, izkoriste to, se pravi vse tisto, kar se je slabo zgodilo, dajte na papir, pismo mora biti napisano na roke. Kam ga pošljajo? Pošljajo ga pa na Božiček in njegovi škrati, poštni predal 1035, 2000 Maribor. In mi dva bova vsa pisma dostavila osebno Božičku v roke, poleg tega bo pa tudi tisto, ki bo najlepše okrašeno, ker mi dva pisem novo odpirala, mi dva bova sam kuverte gledala, bova nagradila. Tako da se splača v vsakem primeru pisati. Tako. Zaradi uresničitve želj ali pa zaradi darila, ki ga bodo dobili od nas. In prosim, pišite otroci in odrasli kot prvo, ker svet je tak, da imamo vsi svoje želje, pa ne se nazaj držati pri željah. Vse napišite, materialno, nematerialno in zagotovo se letos vse izpolni, ker pismo bo dejansko dobil Božiček osebno. Se morda spomnita Božička izvajanih let oziroma tudi sedanjih let? Kaj lepega prinesel? Midva sva generacija Dedka Mraza. Siva kučma, bela brada. Ja, tako. Tako da se kje veliko vse iz Božička iz svojih otroških let ne spomnim, se pa spomnim Dedka Mraza.
Zelo sem vedno uživala in ko mi sem čakala ta darila, imam pa nasploh je zelo rada ta praznični čas in veseli december, tako da se mi zdi, da res je eno tako posebno obdobje in ga moramo izkoristiti, no? Ga moramo izkoristiti in s pozitivo gledati naprej. Ja, sporočilo pri Dedku Mrazu je bilo pa to enako kot pri Božičku, danes smo vsi bolj na Božičku, ampak ja, dajmo se imeti radi, obdarimo se v prvi vrsti z energijo in naklonjenostjo, potem pa seveda tudi s kakim lepim spominom, ki te potem čez leto spominja na tiste, ki so te najbliže. Skratka, če ponovimo, greste na Laponsko, Ja. kam ne pišejo oziroma kaj se bo potem zgodilo. Obisk, dobra volja, Absolutno. dobra energija. Mislim, za naju v prvi vrsti nabiranje skupnih spominov. Pač kar to, ko bova 80 in siva in se nekje zibala pred enim kaminom. Na 1080 zibov, jaz pa 80 bom še kar lepo farkotna pa letala okrog. Tako da zato to spoj, za tebe pa verjamem. Ona bo taka, če vedno ni premagljiva. Ampak to je v bistvu prvi Priva ne vrsti. pozebe, veš, ne? Prva ideja je res zbiranje spominov. No. Potem pač lahko to združiva še z temi pismi, da bodo, ker dejansko tudi kamera obstaja v Božičkovi pisarni. Ne, Veš pa kaj, bodo jaz res mislim, videli da je živo, ljudem, se- jaz mislim, da je ljudem zelo pomembno, da imajo nekoga, v koga verjamejo. In predvsem se mi zdi, da otrokom bo to, če bojo spremljali, kako bova midva ta pisma predala, midva bo to tudi vse posnela in tako se mi zdi, da jim bo nekaj posebnega, da jim bomo dali. No? In vse konc koncev danes v svetu, kaj druga šteje kot to, da si vzameš čas za drugega in da imaš to neko posebno energijo pri sebi in da jo lahko deliš z drugimi. Tako da to je poanta vsega. Pa to, da verjamem, da se bo katera želja tudi uresničila, zakaj pa ne? Zagotovo. Spremljate socialna omrežja Rebeka Dremelj in na Instagramu Sebastian Privat, ker dejansko imava sabo snemalca, ki bo vse poslikal, vse posnel, da boste lahko dejansko, čeprav ne boste fizično z nama, Ampak boste z nama, ker vam ne bo dala mira, Tako. mi dva bova to skozi objavljala, tako da ste z nama na vsakem koraku, In koliko boste jaz Sebastiana vid- poznam. in bo- On bi znal tudi kakšno aplikacijo še Ja. najdeti, ki bi vas virtualno preslikala tam, ker on je namreč človek aplikacij. in boste videli tako in Laponsko doživeli z nama in v sneg in pravo božično pravljico, ker dejansko je gori res prava božična pravljica. Skratka, uspešno in toplo. Boš mogel pa malo več grelcev kupiti. Hvala. Hvala. Čau. Pred nami